making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think second on trains. Every step I get, took a coconut game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. So all I wanna do is Vabim kar prvo govorko, dijakinjo Rejo Debevc. Tu smo, ker moramo biti tu. V začetku tega tedna sva šli dve predstavnici našega gibanja v Štrasburg na mednarodno srečanje mladih podnebnih aktivistov. Bili sva razočarani nad obnašanjem politikov. Ugotovili sva, da mora sprememba priti od nas, od mladih, ker se na starejše ne moremo več zanesti. Ko nam rečete, naj gremo nazaj v šolo, to pomeni, da se nas bojite. Ko nam rečete, da sprememba ni možna, pomeni, da se ji bojite, ker je svet, v katerem živite, edini, ki ga poznate. Ampak to še ne pomeni, da boljši svet ne obstaja. Tu smo, ker moramo biti tu. Pred dobrim mesecem se je 120 Slovencev iz cele Slovenije in vseh starosti dobilo, ker imamo dovolj. Dovolj onesnaženja, dovolj pasivnosti in dovolj praznih obljub. Teden pozneje smo se dobili še enkrat in oblikovali 10 jedrnih zahtev. Bilo nas je strah in bili smo negotovi, ampak hkrati smo imeli upanje v boljšo prihodnost. S tem smo se pridružili mladim, ki danes v 1300 lokacijah po celem svetu stavkajo proti sistemu, ki je uničujoč. Od Švedske do Kolumbije, od Japonske do Kanade smo vsi tu zato, ker moramo biti tu. Čas za spremembo je bil včeraj in ne danes. Danes že skoraj prepozno. Danes so klimatski begunci v milijonih in danes ljudje na otoških državah umirajo zaradi podnebnih sprememb. Danes je že skrajni čas. Glasu teh ljudi, ki danes trpijo, odločevalci ne slišijo. Zato smo mi tu, ker moramo biti tu, predvsem za tiste, ki nimajo glasu. Čas je, da prisluhnemo znanosti. Čas je, da prisluhnemo neizpodbitnim dejstvom. Ta dejstva pravijo, da je narava modernega človeka uničujoča, do soljudi in do okolja. Vendar problem ni samo en človek. Problem je sistem, v katerem je ta človek primoran delati odločitve, ki so uničujoče. Zato danes mladi po celem svetu naslavljamo tiste, ki vzdržujejo ta sistem pod pretvezo ekonomskega napredka. Tu smo, kjer mora biti sistem spremenjen. Žal, starejšim generacijam ne zaupamo več. Razočarani smo nad neresnostjo, ko pride do okoljske tematike in nad ignoriranjem največje krize v zgodovini človeštva. Kradete nam našo prihodnost in prihodnost naših otrok. Samo zato, ker vam je mar za naslednje volitve in ne za naša življenja. Vendar zdaj nas je preveč. Zdaj nas je preveč, da bi ostali tiho, in preveč nas je, da bi še naprej tolerirali vaša dejanja. Zato naslednjič, ko nas vprašate, zakaj smo tu, zakaj stavkamo in zakaj nismo v šoli, vedite, da smo tu, ker nam kradete našo prihodnost. Vedite, da smo tu, ker preprosto moramo biti tu. Hvala. Andrej Rozman Roza, ki ga verjetno vsi dobro poznate.
kot predstavnika starejše generacije me lahko dobesedno sram, da sem del družbe, v kateri je vsemu tehničnemu napredku navkljub vsaka nova generacija bolj ogrožena in družbe, ki namesto za zdravje in srečo vseh skrbi za bogatenje bogatih, čas, da bomo imeli zaradi tega pol vsi več, kot da ne bi imeli vsi skupaj že itak, že zdavni vsega preveč. Naravo in znanje, ki bi morala biti zaščitena in na voljo vsem v imenu ekonomske rasti, privatiziramo, da bi bilo njuno izkoriščanje bolj učinkovito. Na račun te učinkovitosti pa smo zdaj na robu katastrofe. Dragi mladi, rodili ste se v svet goljufij, ki jih upravičujejo vse mogoče zgodbe in celo zakoni. Največja goljufija je postala denar, ki naj bi bil pošteno menjalno sredstvo, a je podivjal in 97% svetovnega denarja ne predstavlja več nobene resnične vrednosti, ampak je proizvod finančnih trgov, ima pa kljub temu ogromno moč, med drugim tudi moč, da nam s pomočjo vseh mogočih medijev prikriva resnico. In zaradi tega vsem znanim in znanstveno dokazanim dejstvom navkljub večina ljudi še zmeraj ne verjame, da je prihodnost večine vrst, med njimi tudi naše, zares ogrožena in da je to, a bomo preživeli ali ne bomo, odvisen samo od nas. In če že verjame v to, pol pa ne verjame, da smo okoljsko katastrofo sploh še sposobni ustaviti. V kar res ni lahko verjeti, če vidimo, kaj vse velja za pomembnejše od narave. A ne smemo obupati, saj bo okoljska katastrofa toliko hitrejša in hujša, kolikor manj bomo storili proti njej. V Sloveniji pa se vsaj tukaj ne bi smeli sklicvati na to, kako da smo majhni, ampak moramo prevzeti svojo odgovornost, saj smo del tistega sveta, ki predstavlja problem. Vzeli tiste zgornje milijarde. Like